Začetek naše kmetije sega v leto 1992, ko sva z ženo kupila majhno kmetijo, 2,5 hektara. Danes imamo 6,5 hektarov lastne zemlje in še 33 dobrih v najemu in to vse skupaj v 9-10 vaseh. Ukvarjamo se z zelenjavo, jagodičevjem in živinorejo. In v glavnem to se dogaja večinoma na travinju, 1,5 hektar imamo pa njiv za zelenjavo in nekaj žit in jagodičevje. Živina pa se pase v teh vaseh, ko sem prej omenil, in v glavnem v hribih, več kot polovico je travinja v hribih, tako da skrbimo za čiščenje hribov, košnje pa pač v teh ravninskih delih. Živina se pri nas pase od začetka aprila pa do sredine decembra, če so le pogoji za to, tako da je samo v hlevu, če se temu lahko tako reče, hlev, odprt kozolec 3,5 mesece, največ 4, tudi po zimi imajo izpust in živina ni privezana. Zakaj imamo živino? Pač zato, da je to en tok okrog, da iz gnoja delamo kompost in seveda tudi nekaj financ tudi živina prinese. Drugače pa zelenjava, gojimo okrog 30 vrst zelenjave in jagode na površini 25 do 30 arov, nekaj malin, robid in še mogoče česa. Rastlinjakov vse skupaj 80 arov, ko je vse pokrito, v glavnem zelenjava, en del zelenjave pokrit in pa okoli 25-30 arov jagod, tudi nekaj malin je pokriti. Da so rastlinjaki pokriti, je absolutna prednost, saj tako jaz mislim, to so vremenske neprilike pred točo, pred vročino, mreže, te, ki so gor, absolutno bolj ščitijo rastline, tudi da lahko delamo vsak dan, pač ker uporabljamo setveni luden koledar, je to obvezno delati na določen dan in če pada dež, mi takrat ne moremo delati, če pada dež, ko nabiramo za tržnico, ne moremo delati, tako da rastlinjaki imajo prednost tudi pred vplivi iz neba, kjer pada umazan dež in seveda, da se sezona podaljša oziroma prej začnemo in kasneje končamo. Na kmetiji nas je kar nekaj zaposlenih, če začnem pri sebi, potem pri sinu in naši ta mladi in žena, ki poleg službe pomaga, skrbi za sadike, pomaga pri prodaji na tržnico, pri pripravi zelenjave in imamo tudi 3 sezonske delavke tu iz okolice, tako da je to kar nekaj rok. Večino vseh teh pridelkov prodamo v glavnem doma in na ljubljanski tržnici. 2-krat na teden imamo to prodajo, 2-krat na teden doma, ob torkih in petkih in pa na ljubljanski tržnici ob sredah in sobotah in pa še tudi nekaj v šole, pa tudi kakšna restauracija se najde. Naša kmetija je ekološka od leta 2003, od leta 2012 pa delamo na biodinamičen način. To pomeni še nekaj več od ekološkega. Kaj pomeni biodinamika proti ekološkemu? Pomeni ne samo odsotnost trupov, ampak prisotnost tudi živega. To je pač nadgradnja, bistvo tega je kompostiranje, kolobarjenje in kompost je osnova te kmetije. Seveda ne smemo pozabiti na preparate biodinamične, ki jih uporabljamo. Eden glavnih je gnoj iz roga in kremen iz roga in potem kompostni preparati, ki jih vstavljamo v kompostni kup, kot so arman, kamilica, regrat in hrastovo lubje in baldrijan. Te rastline so osnova za zdravo življenje človeka, ki so nujno potrebne za njegov zdrav razvoj in predvsem zdrav Tu vidimo nasad jagod, čisto sveže jagode, posajene pred 9 dnevi in kot vidimo že prve cvetovi gor. Danes smo jih že na dan za plod večino razrečili, zato da ne bo preveč izčrpalo sadikov in prve plodove bomo že pobrali po enem dobrem mesecu, to pomeni konec avgusta, v začetku septembra. Ta rastlinjak smo postavili lansko leto, enemu pravijo pameten rastlinjak. In to je tista prednost, da lahko prej začnemo z zelenjavo in jo vlečemo tudi v zimo oziroma tudi po zimi. Je pa seveda investicija bila precej velika, sploh na tem terenu, kjer je vesel. Ta rastlinjak je močne konstrukcije, narejen pač za vse vremenske razmere. Ima dvojno folijo, pomeni, da zadrži več toplote in to pomeni, da lahko zgodaj spomladi začnemo oziroma že po zimi in enako se vleče potem v naslednjo sezono. Lahko ga tudi ogrevamo po dolžini celega strehe, ima okno, ki se avtomatsko odpira, enako tudi bok in obeh straneh.
ki delujejo na senzorje, na vlago, na temperaturo, na veter in tudi na dež. Tako da, če pride kakšna nevihta, se vse zapre tudi pred točo. Tako da to je ena naložba za dolga leta in mislim, da bi država mogla k temu veliko več pozornosti nameniti, kot pa jih. No, to korenje je bilo posejano konec aprila in sicer na tak način, da sem prvo naredil te grebene z strojem, ki pač naredi grebene, podobno kot grebeni za krompir. Potem sem gor tiste grudice z grabljicami rahlo odgrnil proč, tako da je bilo res sama fina zemljica. Napeljal gor vodo, cevi, ki so še zdaj tu noter, in zemljo zamočil in potem pokril za 5-6 dni z črno folijo, ki vidimo tu zraven, zdaj tudi, da preprečuje plevele, tako da je bila ta cela parcela pokrita z folijo. In po 6 dnevih damo folijo proč in drobni pleveli so vzklili pod folijo in sonce jih je dobesedno sežgalo. Potem pa sem šel sejati gor za sejalnico, 2 vrsti so tu posejane, tako posebno sejalnico in tiste drobne plevele je sejalnica mehansko odmaknila in praktično ni bilo to gor nobenih plevelov. Potem je pa šel tu noter stroj, ki je takole dobesedno čisto blizu korenčka okopal. Tako da je bilo pletve zelo malo, potem se pa to še nagrnilo in kot vidimo ni plevelov. Tako da korenje se da pridelati tudi na ekološki način, brez vsakršne kemije. Tu smo v mlajšem paradižniku, danes je 20. julij, bil je sajen pred enim mesecem nazaj in to je smiselno, da sadimo za kasnejše obdobje, kajti sedaj v tem času oziroma v avgustu je težje prodaja, ljudje so na dopustih in imajo doma na vrtovih. V septembru mesecu bo pa ta paradižnik oziroma konec avgusta že začel z obiranjem in to bo potem lažja prodaja, tako da je smiselno rastline saditi na večkrat in zaradi tega si lažje razporedimo prodajo. Sladki krompir, čeprav temu ne bi smeli tako reči, to je več kot krompir, to ima ogromno vitamina, recimo beta-karotena ima toliko kot 25 kg brokolija in enostavno mu ne bi smeli reči krompir, to je vitaminska bomba za prehrano od malih dojenčkov do odraslega človeka, za diabetike, sladkorne bolnike, ker ima glikemični indeks sladkorja nič in je zelo zdravilen in nima škodljivcev, niti bolezni, razen edini velik škodljivec je voluhar, to pač je pa treba skrbeti na nek način s kolobarjenjem in še kakšnim drugimi biodinamičnimi načini, da ga preganjamo. Ampak to je res ena zgodba, ki se splača jo delati v Sloveniji. Tu vidimo en del naše črede, sicer jih imamo trenutno v 5 vaseh po vseh teh okoliških krajih in kot vidite so krave dojilje, imajo zraven teleta, vidite jih, da niso umazane, ampak tako tudi pri nas po zimi, nimajo nikoli dreka na sebi, kajti imajo dovolj prostora v hlevu in dovolj nastilja. Tako da telički so tisti molzni stroji, ki pomolzijo mleko in temu je to namenjeno. Skozi celo leto imajo samo pašo, po zimi pa samo suho seno, pri nas nimamo nobene silaže, niti travne silaže ne in nobenih žit naša živina ne je. Tako da meni se zdi nesmiselno krmiti živini žita, lahko bi jih njive uporabili za hrano ljudi, kar bi bilo bistveno bolj efektivno. Na enem hektarju lahko prehranimo bistveno več ljudi z vegetarijansko hrano, pomeni z zelenjavo, žiti in pa sadjem, kot pa če redimo živino. Čeprav to vidite, da mi jo redimo, ampak kot sem že omenil, jo v glavnem čistimo hribe, da se ne zarastejo in smiselno bi bilo čim bolj živino riniti v hribe, da se ne zaraste. Seveda v ravninah jo ne bi prepovedal, vsekakor pa ne podpiram industrijskega načina živinoreje. Na enem hektarju sem mislil povedati, da mi vzredimo na leto 200 kg mesa in koliko s tem ljudi prehranimo, pa si lahko predstavljamo proti to, kar sem prej omenil, zelenjavi, žiti in pa sadju bistveno več in nikakor ne drži, da bi bili ljudje lačni, če bi vsi ekološko delali.
Če omenim še to znanje, ki ga ekološki kmetje imamo in še marsikdo zraven, absolutno z znanjem bi se tole lahko ekologija dvignila in prehrana ljudi. En lep primer lahko vidimo v indijski zvezni državi Sikim, ki je leta 2003 prešla na tak način in so sedaj popolnoma ekološki. In odgovor za politike na koncu je, da se BDP dvigne iz 5 na 8%, da ne omenjam zdravje ljudi, narave in pa zaposlenost in turizem in vse, kar sledi zraven tega. Pri vzgoji zelenjave seveda ne gre brez vode, tako da tu vzadaj vidimo jezero, sicer mi imamo enega še v tistem gozdu, tam gor, že dobrih 25 let in voda vsekakor je potrebna. To jezero se pa napaja iz vseh teh streh, iz rastlinjaka, iz hiše, iz hleva, iz senika, ki ga imamo in tu se zbira voda v tem jezero za namakanje, hkrati pa smo iz tega jezera naredili tule nove površine, 20 arov novih njiv, ker je bilo to zelo nizki teren, močvirnato in to je bila pravzaprav glavni namen tega jezera, da smo pridobili čisto blizu hiše novo površino za vzgojo zelenjave in voda je vsekakor kot en odličen element na biodinamični kmetiji, kjer se to vse vrti okrog vode, življenje, škodljivci in takšne stvari. Kot vidimo, zemlja je zelo v dobrem stanju in to dosežemo lahko na način, kot sem ga že omenjal, z podrahlavanjem zemlje namesto oranja, ripanje, da zrak spravimo v zemljo in pa seveda z kompostiranjem zemlje in pa nikakor ne z nekim frezanjem, kajti freza je res za tiste najbolj težke zemlje, kjer pač ne gre drugače in moj mentor prejšnji, ki je bil iz Avstralije, Alex Podolinski, ki je naredil v Avstraliji 20% biodinamičnih površin, je rekel, ne uporabljaj na njivi stroja, ki ga vrti kar dan, kajti s tem strojem mi preveč zemljo zdrobimo, na vrhu naredimo preveč fini pesek in tako potem nevihta to zabija in voda odteče in zato potem se suše in zemlja zabita, v zemlji ni zraka in ni življenja. No, kompost mora biti osnova vsake ekološke oziroma biodinamične kmetije, pa še posebej, kajti s tem naredimo vse. Skrbimo za zdravo zemljo, za zdravo življenje, za temelj, za zdrave rastline in nikakor gnoj, mi besedo gnoj črtamo, gnoj imamo eno leto oziroma pol leta v jami in potem ga zvozimo vsem na kompostne kupe. Tu ga na naš biodinamični način cepimo, te kompostne kupe z preparati, ki sem jih že prej omenil. Tako naredimo na 2 metra arman, kamilica, regrat, hrastovo lubje in na sredino koprivo. Kopriva je tista, ki ima vir vseh teh pozitivnih lastnosti, ki ugodno vpliva na te ostale preparate, vsi skupaj pa zelo dobro na zdravje ljudi z temi preparati, ki sem jih omenil, ki so nujno potrebni za človeka. Tako stojimo na zemljišču hidroelektrarne Brežice oziroma lastnikov, kmetov, ki so bili kot služnost za izgradnjo hidroelektrarne, ki vidimo tu v ozadju. Tu je bil ogromen kup zemlje in še nekaj zraven, ki so ga potem zvozili v ta nasip, ki ga vidimo za izgradnjo jezera pri hidroelektrarni Brežice in je bila zemlja od te izgradnje zelo zmučena od težke mehanizacije in tu je stala voda in zemljišče je bilo neuporabno. Jaz se tu vozim v Ljubljano po tej cesti in vedno mi je oko padlo sem in sem mislil, zakaj niso mogli te parcele zrihtati. In oglasili so se pri meni in potem je prišlo do govora, če pač poznamo še kak drug način za revitalizacijo tal, kot pa to, kar je bilo predlagano iz stroke. Prevzel sem izziv in začeli smo tu z sanacijo tega zemljišča. Začelo se prvo z mulčenjem, potem pa z podrahlavanjem in škropljenjem preparatov, gnoj iz roga, kjer pač delamo po biodinamiki in gnoj po Mariji Tun in potem ripanje. In še škropljenje enkrat oziroma dvakrat in na to setev mešanice 27 vrst rastlin, ki smo jo dobili iz Nemčije od enega znanega kmeta Manfreda Venca, ki je skonstruiral, če lahko tako rečem, tole vrsto mešanic. In
on pravi tako, da to mora biti en orkester na njivi, ne samo da je violina na njivi. In zdaj tukaj vidimo, da je to kar dobro uspelo, ni plevelo noter. Zemljo smo spravili v stanje zračnosti. Bistvo je, da je v tleh zrak in ko mi imamo v tleh zrak, zadržimo veliko vode v tleh in seveda z pomočjo organske snovi, ki smo jo potem mulčili, spravimo v zemljo veliko življenja. Torej, spomladi smo posejali maja tole mešanico, 27 vrst rastlin, in potem se je to raslo do meseca avgusta in takrat smo tole zmulčili in še enkrat z riparjem preripali zemljo in škropili z preparatom gnoj iz roga in pomrij tun, pustili 14 dni oziroma 3 tedne in potem ponovno z riparjem in z direktno selijalnico smo posejali zimsko mešanico, ki je bila pa 9 vrst rastlin. To so zimske mešanice rž, tritikal, grašica oziroma grah, črna detelja in te stvari, ki pač prezimijo. In to je raslo čez zimo in naslednje leto spomladi smo to zmulčili in posejali zopet tisto vrsto mešanic 27 vrst rastlin, seveda zraven preparati, tako kot je že bilo omenjeno, in jo zmulčili konec avgusta in potem posejali tukaj travno deteljno mešanico in to je letos tretje leto, pač prvi odkos smo že naredili, to je zdaj pa druga košnja, danes je pa 20. julij. In ker je bila ta zemlja, pač smo nekaj truda vložili v njo, se mi je zdelo škoda, da bi jo te kmetje dali nekomu v najem in da bi delali s kemijo po njej, smo jo vzeli rajši mi v najem in zdaj pač jo delamo naprej. Letos se je pa naši kmetiji zgodilo tudi to priznanje. Iz Bruslja je prišlo tako čisto nepričakovano, kot primer dobre prakse med vsemi kmetijami, ki so bile pač prijavljene oziroma bil je pogoj, da so vključene v nekateri program ali KOP ali ekološko. In iz Slovenije nas je bilo predlaganih 5 kmetij in naša kmetija je prišla na koncu v finale med 15 izmed 77 in še ena kmetija, vinogradništvo Kokol iz Maribora, kar je bil to presenetljivo velik uspeh za Slovenijo in presenečenje veliko za našo kmetijo. Tako da kar nismo mogli verjeti. Tukaj bi se rad ob tej priliki zahvalil vsem tistim, če začnem doma, v moji družini, in vsem tistim, ki vlečejo oziroma rinejo ta ekološki voz v Sloveniji že od prejšnjega tisočletja, da ne omenjam posamezniki, pač vsi tisti, ki so res zaslužni, in to je uspeh ene male Slovenije, ki se ga mogoče še v tem trenutku prav dobro ne zavedamo in bi bilo to zelo dobro za izkoristiti, kajti Slovenija lahko in trdim morala postati ekološka dežela za kmetijstvo in tudi to je mogoče.